dobrodošli tudi vi. Zdaj čisto, ker je italijanski priimek, se pravi izgovori Macedonija ali Mačedoni? Ok, slovensko Macedoni. Z nami je seveda tudi župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković. In zdaj, ker sem rekel, ker gremo od vzhoda proti zahodu, se nam je v zadnji trenutek pridružil tudi župan mestne občine Koper, gospod Popovič. Zdaj se je Ljubljana postavila še bolj zahodno od Kopra, ali kako? Skratka, dobrodošli vsi štirje. Zdaj, tako pač je v politiki, si je treba kdaj tudi deliti, si boste delili 3 mikrofone. Zdaj to predavanje, ki ga je gospod Popovič žal zamudil, je šlo pa za nasvete, kako zmagati na prihodnjih volitvah. Zdaj, zaradi tega vas bo mogoče še kdaj bolela glava, ampak v tem predavanju smo slišali torej izhodišča predvsem, kako pritegniti pozornost in predvsem, kako biti kot politik čim bolj verodostojen. Zdaj obstaja ena bližnjica, to pa je, če smo že na kongresu o nepremičninah, da ne kar boste, če boste seveda še imeli priložnost biti župan na tem nepremičninskem področju, prihodnje stvari drugače, kar ste doslej. Skratka, kaj je to, kar ste se z tega področja v času vašega županovanja najbolj naučili? Ja, dober dan še enkrat. Mislim, da je tu par zadev, ki so pomembne. Prva stvar je, kar sem že prej povedal, da za greenfield investicije moramo dobiti lokalna okolja dovoljenja, da prodajamo zemljišča po nižji ceni, kot smo jo nabavili. Mi ne živimo od preprodaje zemljišča, ampak od učinkov, kar se na zemljiščih dogaja. To je ena zadeva in ne razumem, zakaj se to z enim preprostim dodatkom v zakonu ne realizira. Minister za gospodarstvo obljublja to že 2 leti. In jaz mislim, da bi ga vsi župani pri tem zelo podprli, tako da bi stvar lahko hitro šla skozi državni zbor. To je ena zadeva. Druga zadeva pa je to, kar se zdaj pri Magni kaže, in je tudi problem, namreč, da velikih zadev lokalno okolje ne more realizirati brez dobrega sodelovanja z nacionalno ravnjo. S tem pa, da je pač potem problem. Jaz ne vem, zakaj je potrebno sprejemati separatne zakone, kot bi bilo dovolj v obstoječem zakonu 2 alineji spremeniti, pa bi to veljalo za celo Slovenijo. Tako da, to je potem recimo takšen naslednji problem. Toliko bi za... Ja, se vidi, da ste iz nogometnega mesta, ker ste žogico oziroma žogo takoj podali državi na 2 področjih. Gospod Macedoni, vi imate v bistvu najkrajši mandat med vsemi župani, kot rečeno, vsi 4 ste že zmagali na volitvah. Glede na vaše izkušnje iz Novega mesta, ki seveda niso tako dolge, kaj ste se na tem področju v zadnjih letih naučili? Hvala za povabilo, dober dan vsem prisotnim. Dejstvo je, da jaz sem prepričan, da seveda danes župan ne more drugače delati, kot da dela na dolgi rok. Torej, da stvari planira v smislu nekih 15 let in v tem smislu seveda peleš tudi vse stvari, kjer jih lokalna skupnost lahko pele na področju investicij. Torej, prostorsko načrtovanje, izgradnja komunalne infrastrukture. Zdaj, če se malo naslovim na gospoda Maksutija, jaz mislim, da mi v Novem mestu vemo, kje smo, torej, če bi gledali, ali naši občani želijo imeti tuje investicije, potem to ni prva prioriteta. Pri nas se začnejo te prioritete potem, kakor pač poznamo in merimo javno mnenje, za neko blaginjo družbeno na področju posameznih skupin, družine, starejši, mladi in tako naprej. Torej, delovna mesta, ki so po mojem osebnem prepričanju ena zelo pomembna točka, središčna točka lokalnega blagostanja, se pravi v smislu kvalitete okolja, so seveda v percepciji Novega mesta, ki je specifično, verjamem tudi v Sloveniji. Vi morate vedeti, da gre za mesto, ki ima 2-krat več delovnih mest, kot ima delovno aktivnih prebivalcev.
so nekoliko drugačna. In v tem smislu tudi, če je spet bil danes v naslovu tele okrogle mize, so bili tuji investitorji, mislim, da so veliko pomembnejša javnost, moja javnost, so domači investitorji, se pravi, kako mi podpreti te dobavne verige za uspešno gospodarstvo, kar pa seveda na dolgi rok delamo pa predvsem na tem, kar moramo danes vsi skupaj tudi nacionalno narediti, da bojo mladi imeli priložnosti in pa seveda za nas gre za strukturo gospodarstva, se pravi, da nekako ojačamo tudi srednja in mala podjetja. In v tem smislu imamo mi perspektivo za strategijo Novo mesto 2030, torej nekih slabih 15 let in mislim, da tako tudi delujemo. Gospod Popovič, kakšne so izkušnje pri vas? V Kopru župan ste že kar dolgo, tudi na nepremičninskem področju se marsikaj dogajalo. Bi zdaj v prihodnosti delali kaj drugače, kot ste doslej? No, hvala za povabilo, tudi z moje strani vse prav lepo pozdravljam. No, gledajte, zdaj tu smo 4 župani, katerih realnost njihovih pač naših mest oziroma občin, ki jih vodimo, so pač popolnoma drugačne, čeprav v isti državi. Jaz se strinjam z obema predgovornikoma, kajti kot je gospod Pištovec povedal, pač za Greenfield investicije pač je potrebno gledati v prvi vrsti delovna mesta in mislim, da je to prav. V Mariboru sveda in okolici se ta delovna mesta nujno potrebujejo, vemo da tudi na katerem področju, tako da dejstvo je, da moramo vsi skupaj podpirati, da se to tam zgodi. Tako da podpiram to, kar se danes pač dogaja s to investicijo z Magno, tako imenovano Magno. Tako da v vsakem primeru pa seveda Novo mesto je to čisto nekaj drugega, drugače, Koper spet čisto drugačen in glavno mesto Slovenije spet čisto drugačno. Tako da pri nas seveda ni ravno tako, niti kot v Novem mestu, niti kot v Mariboru. Koper je okno v svet. In to pač vsi vemo. Slovenija ima pač samo eno okno v svet in to je Luka Koper. In mislim, da Koper kot mesto, beneško mesto, si ne zasluži, da bi se ga tako obravnavalo, kot se ga je v preteklosti, pred 15 leti in nazaj, kajti postavlja samo še luško mesto, Luka Koper je 8-krat večja od samega mesta. In mi smo mogli v vseh teh letih pač popolnoma spremeniti miselnost in iz tega mesta narediti nekaj modernega, nekaj novega, nekaj okolju prijaznega in predvsem prijaznega nam, prebivalcem in pa seveda tudi obiskovalcem. Mislim, da smo uspeli, mislim, da smo naredili ogromno uspešnih projektov, lahko bi naredili neprimerno več, ampak imeli smo vedno pri vsaki zadevi, karkoli smo hoteli premakniti, smo naleteli na polena pod noge in tega je bilo ogromno, sami veste. Pri vsaki stvari, karkoli smo hoteli narediti ali pa smo naredili, smo imeli ovadbe, preiskave, take in drugačne in mislim, da se to ne sme dogajati na tak način in potem te iste preiskave pa postopke trajajo 10 let in nikoli konca in nobena na koncu ne pride do takega izida, kot si ga želijo tisti, ki pač to delajo. Tako da jaz sem prepričan, da delamo prav. Vse bi naredili še enkrat tako, kot smo naredili. Nismo naredili nobene bančne luknje, nismo naredili nobenega mastodonta, nismo zidali nobenih gradov v oblakih, niti se ne želimo. Ampak dejstvo pa je, da mi govorimo, Koper treba gledati kot Slovenijo, isto kot glavno mesto treba gledati kot Slovenijo. In Kopru mi nimamo možnosti narediti ne vem, Magno ali kaj podobnega. Tudi nimamo delovnih mest, delovne sile, da bi lahko kaj takega se privoščili. Imamo pa ogromno možnosti v turizmu in ravno tako razvoj Luke Koper, ampak ne moramo samo Luko Koper razvijati ob slovenski obali. Slovenska obala je zelo majhna, zelo kratka, zelo lepa in jo treba ovrednotiti. Mislim, da smo mi kot Slovenija, smo država z največ zamujenimi priložnostmi v Evropi, mogoče tudi celo na svetu, ampak v Evropi definitivno, država z največ zamujenimi priložnostmi in ravno tako smo posledično je tudi Koper in cela slovenska obala področje z največ zamujenimi priložnostmi. Mislim, da to, kar se v zadnjem času dogaja na našem območju, to, da smo pridobili teh 4 km obale in podobno, mislim, da treba to ovrednotiti, izkoristiti in urediti.
mi imamo kot Slovenija, imamo možnosti razvoja, res lepega razvoja, krasnega razvoja, lahko rečemo na treh področjih. To je turizem, logistika in se pravi IT, nove moderne tehnologije in podobno. Tako da tu smo lahko najmočnejši in v to se treba resno vršiti. Kar se tiče našega okolja, moram povedati, da imamo največje probleme recimo z kmetijsko, z našo tako imenovano pač z državo, ki pač ureja kmetijstvo, kmetijske površine na svoj način, namesto da bi država oziroma občine imele v lasti kmetijska zemljišča na njenem področju, tiste, ki so pač v državni lasti, ima država in tam se dogajajo zelo čudne stvari in mislim, da treba to končno enkrat reči bob in dati občinam, zaupati občinam urejanje prostora v celoti, ne pa samo tistih nekaj kvadratnih metrov stavbnega zemljišča, recimo na področju občine je tega 8% je stavbnih zemljišč v celotni občini in od teh 8% je pač 7% privatnega, tako da mislim, da je treba nam dati neprimerno več pooblastil, kot jih imamo. Dobro, z nami je tudi župan Mestne občine Ljubljana, gospod Janković, ki je zjutraj že govoril, predstavil nekaj infrastrukturnih projektov v Ljubljani. Tudi v predstavitvi gospoda Žigona smo kasneje tudi videli, kaj se v Ljubljani dogaja. Zato bi z vami začel že z drugim delom naše razprave. Recimo pri primeru Magne se je pokazalo, kako pomembna je komunikacija in o tem je tudi gospod Maksuti govoril, komunikacija z državljankami in državljani. Recimo tukaj se je posebej pri vprašanjih, ko gre za ekologijo, pri Magni zelo veliko govorilo, včasih je imel človek občutek, da se govori nekoliko prepozno. Kaj glede na vaše izkušnje z županovanjem v Ljubljani, mislite, da bi lahko na področju komunikacije, recimo med občinami, zlasti velikimi občinami in državljani, ko gre za konkretne projekte, storili in kaj bi tukaj lahko naredili več kot država? Dobar dan, želim pa najprej pozdrav mojim kolegom, ki so prišli iz vzhodne kohezije. Pa preden to odgovorim, če smem vsaj 2 minuti, jaz sem poslušal predavanje prepoznavnost pa kredibilnost. Zdaj za prepoznavnost, govorim v svojem primeru, imel sem to srečo, sem bil v Mercatorju, v največjem podjetju v Sloveniji, prepoznavam zelo. Potem, ki mi je pa zmanjkalo osnova za prepoznavnost, potem se dogovorim s tožilko, da me 5 let preganja in potem pač sem prepoznavan, to je prva stvar. Glede kredibilnosti je pa zelo enostavno, jaz sem sicer imel prej vprašanje, pa ste prej nehali, ko je bilo vse razloženo, kako bi tam umestil našega predsednika v to kredibilnost, v tisto shemo, ampak jaz sem trdno prepričan, da ljudi ne moreš varati na dolgi rok, pa veliko maso, da oni prepoznajo tisto, kar rečeš, ali si to resničil. In jaz mislim, da moraš biti malo sanjača, malo vizionarja, kakor bom je prav, gledati tisto, kar se z drugim zdi nemogoče. Zapora peš cone pred 10 leti so vsi odkimavali, še danes po Evropi, kako ste si upali to narediti. No in zdaj, če se vračam na to vprašanje, ki se mi zdi pa ključno, Boris je imel, moj prijatelj Boris je imel predvolilni govor, kaj bi on naredil kot predsednik, tako sem jaz to razumel, zdaj, kar je razlagal. Pozabil je povedati, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, ampak to bo pol kasneje povedal v drugem delu. Tisto, kar je vprašanje, odnos lokalne skupnosti do meščanov, manjka še na drugi strani odnos lokalne skupnosti do državniške skupnosti, do vlade. Moja razlaga je to v vladi, se upravičujem, mi smo vsi isti javni sektor, ne morete biti vsi v redu, mi smo pa vsi neki lopovi, ne vem kaj mi rekel, da ne bi bilo narobe zastopil. Z občani je pa veliko bolj enostavno. Pač greš na teren v ulico in pač poveš, zakaj, kako. Vsem ne moš ugoditi, vse to nemogoče, ker nekdo mora biti proti. Približno v tem primeru 6% ljudi podpira naše projekte, so tiho, se ne oglašajo, 20% so tisti, ki podpirajo, pa jih je strah in mi treba pojasniti, 20% bo pa vedno proti, karkoli narediš. In ta odnos, z dejanji moraš dokazovati, da so stvari, ki jih spelješ, pravilne. Magma, jaz sem tukaj samo eno pripombo. Absolutno podpiram, ampak se upravičujem, zame Greenfield investicija ista, ali investitor Franc, Jozef ali pa Giovanni. Zakaj je razlika za tujce? In to je tisto, kar je sporno. In danes imamo pa en drug odgovor.
če smo se uspeli dogovoriti, če so se uspeli dogovoriti o podpori tudi javnosti, tista obisk Ljubljane, bo prišla civilna družba pred civilno družbo, pred eno od agencij, je bil zelo pomemben. Dajte tudi vprašati ljudi, ki tam živijo, kaj si želijo. In če so se tam uspeli dogovoriti, potem bojo imeli ta organ, ki je največji problem, to zna Boris dobro povedati, ko običajno to razlaga, ne, Arso, ne, koliko časa rapa, koliko bi jih on imel, ne. Zdaj bojo mogli vsem dajati dokumente v korektnem, primernem času. In če gledamo zdaj spet, ne, mi lahko vse ščitimo. Ja, ta dilema ni enostavna, ne, zaščititi, ampak zdaj, če se vrnem, zakaj je ta razvoj. Spomnite se, 10 let nazaj je bila cena stanovanj 3000 evrov. Tukaj imamo nekaj nepremičnin, ampak to je bila poceni stanovanja, ga nismo mogli dobiti, kot bi bilo na letoriji. Takrat smo mi v planu dali not 40 000 novih stanovanj. Riskiraš pa to, ne, da si takoj koruptiven. Ne. Jaz vedno še danes povem, še tle povem, če kdo najde kakšno moje zemljišče, ne mi ga zdaj prinese pred kamero, bom kar pošenkom. Zato je fizično nemogoče, ampak okej. Lahko je. Zemljišče, da vam prinese. Ne, papir. Aha, okej, papir. Se opravičujem, papir, ne, da ne bi zdaj tak, ne. Ampak takrat smo dali na trg toliko možnosti, da bi se v bistvu z večjim investicijskim vlaganjem spustila cena dol. Potem se je zgodila kriza, cene so dol padle, zdaj se pa spet pojavlja to, ne, če si omogočil kvaliteto življenja, če si zanimiv kot občina, če si zmagovalec konec koncev v Evropi, kar smo na to naredili, potem kar naenkrat spet postane ta investicijski potencial, ki je izjemno pomemben in za rast društvenega bruto proizvoda za više plače, pa ne pozabiti tisto, kar je ključno, optimizem ljudi. Optimizem, ker mi smo sami sebi degradirali v vseh teh raziskavah, ne, kako je pri nas vse narobe, pa ne vem, pa gor, pa dol. Zapomnite si, če gledate, ne, to tudi bila razlaga, primerjavo bivše države, ne bo Sovjetske zveze ali Jugoslavije, pri nas ni bilo tajkunov. In zdaj, ko se spet vrnem na to, na javno mnenje, ne, kaj je bilo že prej mnenje, ne, zadnjič je rekel, ne, najlažje biti žleht novinar. Jaz sem temu dodal, ne, če ti to duša dovolj. Če si tak po karakteru, drugače ne moreš biti. Ker tudi vi imate tle izjemno pomembno vlogo, ko ocenjujete nekaj in jaz iščem dobre stvari, iščem tisto, kar prinese razvoj, pa bi lahko zdaj govoril o Stožicah, pa boste mogoče vprašali, pa ne bom. Ampak primerjajte si dvorano za 12.500 sedežev v Budimpešti za vodne športe, zdaj je bila odprta pred 3 meseci za to svetovno prvenstvo, pa Stožice, košarško dvorano 12.500 sedežev. Una je stala 137 milijonov, pa nas pa dvorana, stadion, pa 1500 parkirnih mest, 114 milijonov, od tega smo dobili not 111 v proračun za tega projekta. Vse štima, razen sem jaz pri tožilki, ne, ker sem očitno naredil škodo nekomu. In vidite, ne, še enkrat bom rekel, najlažje je v bistvu komunikacija s svojimi občani. Mi imamo to prednost, ker si na ulici, ne, če on dela zdaj svoj trg, ne, v Novem mestu, te investicije, ki smo se skupaj zmenili, kaj je 5 milijonov evrov, ko gledaš tiste fotografije, tiste slike, kaj bo nastalo, zato moraš imeti pogum. Ali bo zaprl, ne, to središče za promet, to je njegova odločitev. Če mu uspe, da ga podprejo, bo dobil volitve, sicer bomo pa izgubili volitve. Vse to je zelo preprosto. Ne. Naša kredibilnost je vsake 4 leta na preizkušnji. In tam volijo ljudje direktno. Volite pa zato, ker so nekaj dobili. Lahko so strankarski, ampak to Dunk je kontrastranka, govorim zase spet, ve je dobil pločnik, kanalizacijo, pa vrtec pa šolo. Tle se stvar konča. Jaz trdim, da ljudje ne moreš podcenjevati, posebej v teh operativnih funkcijah. Ker tle smo mi v bistvu, ne, kot direktorji podjetja. Vizija, strategija, cilje. Nekaj poveš, če ti verjamemo, ti dal priliko, če resničiš, imaš še eno priliko, če ne resničiš, ne, si pač bil, ne, tisti, ki je šel mimo, ne. Skratka, če povzamem vse 4. Zelo pomembna je pravočasna odkrita komunikacija, ko gre za projekte, ki so seveda v začetku volilni in potem operativni. Slišali smo župana Fišerca, ki je govoril o tem, da seveda bi tudi odnos države napram lokalnim skupnostim pri investiranju moral biti enoten, tudi bolj usklajen, glede na to, da pač ste sicer konkurenti, vendar pa seveda iščete projekte za dobro ljudi. Slišali smo tudi, kar je bilo zelo zanimivo, da se seveda mesta oziroma v tem primeru mestne občine med seboj zelo razlikujejo in seveda potrebuje
vsaka občina tudi svoj pristop, ampak če gremo še zadnji krog, glede na to, da imate potem tudi ob 14. uri naprej obveznosti, gospod Fišerec, vi ste rekli, pač določeni zakoni bi se morali spremeniti za to, da bi lahko tudi občine s svojimi projekti bile uspešnejše. Kje pa vidite možnost, da vendarle kot država in pri 2 milijonih ljudi smo v principu za recimo eno predmestje mest, s katerimi vi konkretno sodelujete na Kitajskem, kaj bi lahko storili za to, da bi vendarle tudi napram investitorjem, tujim in pa seveda tudi domačim lahko nastopali še bolj usklajeno, bolj smiselno, seveda v dobrobit vseh nas. Je meni zelo zanimivo, kako na zunaj vidijo. 2 meseca potem, ko smo bili prvič na Kitajskem, je priletel podžupan enega mesta, Chongqing, ne vem, če ste čuli za njega, samo 28 milijonov prebivalcev, v Maribor, da bi se želel z nami pobrati, takoj bi se on pobratil. Kitajci se zelo radi pobratijo, zelo hitro. In potem smo rekel, župan, jaz se opravičujem, ampak jaz ne vem, kak naj vas mislim, vi ste večji kot moja prejšnja skupna država. Pa je rekel, jaz sem tudi ta problem, kako naj vas mislim. Sem rekel, ja, ker smo mali, ne vasica, ne. Je rekel, ne, ste mali, ampak. Je rekel, nam ni jasno, kak ste lahko dosegli standard, vi kot mesto in kot država. Kako je lahko tako mesto Evropska prestolnica kulture, kako imate lahko nacionalni teater, pa je začel naštevati. In potem sem videl, kje ga žuli, ne. Kako zagotavljati socialni in kulturni standard in kvaliteto življenja. To je nekaj, kar nam nedvomno vse povprek priznavajo. In to je nekaj, česar se premalo zavedamo. Jaz bi enostavno naš šolski sistem reformiral na tak način, pa zdaj, Boris, oprosti, ne bom kandidiral, ne, ampak, oziroma nisem kandidat za kandidata, ne. Ne, ampak bi obvezno vsaj pol leta moral vsak srednješolc iti ven, čim dlje. Ne. Takoj pozabne to spremeniti, ne? Ja, no, tako da se mi zdi da smo premalo samozavestni, ne? Mi smo tako znamo biti, največji sovražniki smo sami sebi, največji sovražniki. Zdaj pri Magni, danes se ta zgodba zaključuje, ampak je pa še ena odprta ena stvar, ne, ki bo eno dodatno komplikacijo pripeljala za to, ne, ker brat pa sestra medsebojno se pač morata boriti za principe, ne, in gre za 12.000 evrov približno, ne, kdo bo zdaj to dobil, pa po kakem ključu. Ne. Pri takem projektu, ne, to je neverjetno. Na eni strani je nebo naše meja, ne, na drugi strani pa kamen, ki je drugačne barve. Recimo v Mariboru imamo sploh probleme z barvami, ne. Ne, vse veste, v Mariboru je samo trava zelena, ne, pa če reprezentanca pride, okej, ne. Včasih je prednost biti barvno slep, ne, farben blind, mogoče ravno v tem primeru. Skratka, na področju, recimo temu, komunikacije, tudi izobraževanja, ko gre za samozavest tudi pri nastopanju, glede na to, kaj imamo, gospod Macedoni, zdaj, kakšen je vaš pogled na to, kaj bi lahko storili bolje in več za to, da bi bolj usklajeno in predvsem tudi bolj učinkovito nastopali napram investitorjem vseh barv in potnih listov? Zdaj, če povzamem, kar pogosto tudi v javnosti povejo direktorji naših uspešnih izvoznih podjetij, mi se ne ukvarjamo s tem, kar država definira, mi delamo zato, da smo znotraj tistega, kar nam je omogočeno najboljši. Zdaj pa vendar, če razmišljam, kaj pa je tisto, kar strateško zastavimo, mi vidimo, da je seveda to, kar po mojem na koncu tudi v Mariboru ali po primeru Magne se izkazuje delovna sila. Delovna sila, ki je danes na voljo, ki je na voljo na trgu, je neka posledica tako izobraževalnega procesa ali pa tega, kako mi se upamo vpenjati v globalni svet, tega, kako pristopamo k izobraževanju kadrov, koliko smo fleksibilni, na koncu potem tudi delovna, pravna in socialna zakonodaja, ki seveda definira, kaj je danes razpoložljivo. Tukaj smo verjetno vsi tudi krivi v tem, kako to državo dojemamo oziroma kako stvari pometamo pod preprogo.
Če pogledate vi danes na trgu delovne sile, kdo so tisti, ki so razpoložljivi na Zavodu za zaposlovanje. Dejstvo je, da vsi, ki hočejo imeti fleksibilnost pri zaposlovanju, odpuščajo iz poslovnih razlogov. Tudi tiste, ki bi jih mogli krivdno. Zakaj? Zato, ker je to najlažje in tako si slepimo in tako dobi zavod spet ponovno delavca, ki bo spet samo za 2 meseca šel in se vrača. In pravi, da 20-30 tisoč ljudi od tistih 80 tisoč je neprimernih za zaposlitev. Ne govorimo samo o naših Romih in podobnih, ki so večji problem, ampak tudi tistih, ki so danes čisto normalno. In seveda, če danes pride investitor v Novo mesto in reče 200 ljudi bi zaposlil in potem reče, od tega bi vsaj 40 inženirjev, ok, smo regionalno izobraževalno središče, imamo srednje šole, imamo že visoke šole in fakultete, tudi na področju strojništva, kar nekaj v to smer razvijamo naše kompetence, ampak seveda to so veliki problemi. Seveda so tudi postopki, to, kar je bilo že večkrat omenjeno, ampak dobro, pri postopkih, kadar je volja, se ponavadi najde pot, sicer veliko živcev, gre pa časa. In jaz mislim, da dejstvo je, da se mora vsak, bi mogel znotraj tistega, kar je njegova naloga, kar je njegova zgodba, narediti vse. Se pravi, jaz mislim, da mi lokalne skupnosti vemo, kaj je naše, mi imamo začrtane prostorske variante, mi imamo komunalno infrastrukturo, zgradimo, postopki državne, gradbene, delovnopravne in socialne zakonodaje so v rokah države, bi mogla znati razumeti to, kar gospod Janković pravi, kdaj mogoče do terena. Mislim, da ta vlada ali pa vsaj gospodarski minister je kar dostikrat šel do terena in zna to povedati, pa vidim, da se potem za ministrico za delo ne znata do konca pogovoriti, kako bi te stvari spremenila. Se pravi, če bo vsak svoje naredil, bomo imeli zelo enostavne stvari. Dobro, gospod Popovič, ker ste že v prejšnjem nastopu seveda kritizirali državo, kaj bi recimo lahko država naredila konkretno za vas, za to, da bi bili za tuje ali domače investitorje zanimivejši ali pa recimo še zanimivejši? Država lahko naredi vse. Ni stvari, ki jo država pač ne more narediti. In to je en problem, ker mi se moramo zavedati, da država lahko naredi vse, če hoče. Država je tista, ki bremza razvoj naše države splošno. Hvala Bogu, da imamo občine, hvala Bogu, da imamo mestne občine, hvala Bogu, da nekaj tistih občin, tistih županov, ki res se trudijo s temi zakonami in v teh pogojih resnično razvijamo naše območja. Marsikdo, kot sem že prej povedal, konča na sodiščih. Zdaj recimo Magna je eno potrditev te moje teze. 15 let govorim, da nas bremza država na vseh področjih. Vedno so nam govorili, da to ni mogoče 3 leta, 5 let, 10 let za spremeniti katerikoli košček stavbnega kmetijskega zemljišča v stavbno. Tukaj pri Magni čez noč se je spremenilo prvoklasno kmetijsko zemljišče v stavbno. In to za proizvodnjo. Kaj nam to pove? Vse se da, če se hoče. Končno so se neke stvari pač poklopile na vladi, da je postala vsaj zdaj v zadnjem času, zdaj, ki gre pač vodo v grlo, čist na koncu, je postala učinkovita. Vsaj na nekih področjih. Jaz sem prepričan, da sledi, gledajte, kot sem danes tukaj z vami, sledijo ovadbe in sodni postopki, to morate vedeti, minimalno za ministra za gospodarstvo, sigurno, ker je res nekaj naredil, da o Lebnu sploh ne govorimo, sekretarju za ministrstvo za infrastrukturo, verjetno tudi ministru, in še marsikomu. Leben bo šel na sodišče sigurno, 100%, se pravi dela dobro z našo državo. Jaz se maksimalno strinjam s tem, kar naredil, ampak gledajte, oni so pritiskali na Arso, da so naredili čez noč tisto, kar niso nikoli mogli narediti. Se pravi, kaj so farbali nas vsa ta leta. Tudi v Kopru ravno tako se zgodilo za podaljšanje prvega pomola. Čez noč je Arso dal soglasje in veste, dokje je bilo cona, vplivno moče, samo do konca morje, kjer se morje konča, do tam je vplivno moče. To je nemogoče. In dejstvo je, da to sledijo postopki, boste videli, in težko se bojo rešiti te fantje. Mislim, jaz jim to ne želim, ampak to bo in upam, da bo se takrat novinarji in tudi tisti ljudje, ki pač smo na nek način, jih podpiramo pri vseh teh zadevah in to je velika večina Slovencev in Slovenk in Slovencev, da jim bomo pomagali, da jih ne bomo prepustili njih na sodišču same, tako kot smo sami nekateri, ki tukaj sedimo. Pa
pa še marsikdo drugi. Vsa ta leta. Tako da dejstvo je, da država, če hoče, lahko naredi vse. Če pa noče, pa ne naredi nič. V Kopru, naprimer konkretno, jaz ne vem, kaj naj obljubim. Jaz imam kontakte po celem svetu, res ogromno tujih investitorjev, pa tudi naših, ampak tudi tujih investitorjev, zelo pomembnih multinacionalk, ki je bilo v Kopru vseh teh 15 letih, ampak enostavno jaz ne vem, kaj naj nudim, kaj jim lahko obljubim. Recimo konkretno za stolpnico. Jaz ne vem, oni se zanimajo, kdaj lahko gradimo, kdaj lahko dobimo dokumente, ne vem, kaj ne rečem, ali lahko, ali ne moremo, ne bomo čez 2, 5, 10, 100 ali nikoli in tako naprej. Jaz pa za eno večjo investicijo pač ne morem niti slučajno planirati, kdaj bo lahko, če sploh bo lahko prišlo do realizacije. Tako da mi se vsi tudi vključno z arhitekturno fakulteto v Ljubljani se bojimo velikih investicij, ampak velike investicije nosijo neke nove razvoj, ravno tako tudi neko možnost mladih arhitektov, statikov in podobno, da se nekje uveljavijo, tudi v svoji lastni državi. Naši najboljši kadri se uveljavljajo po svetu. Moramo vedeti, niti en arhitekt, niti en statik, niti en strojinženir se pač ne more v Sloveniji uveljaviti. Kje pa? Na katerem projektu? Tako da dejstvo, da mi ne smemo zanemarjati kakšne večje projekte, če so pač usklajeni. Dejstvo, da mi, lokalna skupnost, podpiramo te malo večje projekte, ne govorimo o Dubaju, ampak gledajte, mi, če se prenesemo gremo samo na Koper, potniški turizem, morski potniški turizem, spaja Križake. Križaki je pri nas v Sloveniji pripeljamo približno 70 na leto, kar ni malo, ne? Smo začeli iz nič pred 13 leti, to ni tako malo za Slovenijo, ampak Venecija, spaja eno prvih turističnih destinacij Benetke sveta. se reče po slovensko. Ok, Benetke, ampak Venecija bolj, dobro, tudi po svetu je bolj znana kot Venecija. Če greš nekam po svetu, rečeš Benetke, ne bo vsi debelo gledali. Tako da lahko da je tudi kakšen, ki ni iz Slovenije, pa mogoče boš, da povem, o čem se gre. Ne? Tako da dejstvo je, da Venecija je ena prvih destinacij sveta, turističnih, in ima preko 1200 križark na leto. 1200 križark. In to nam je najbližja destinacija. Te križarke prihajajo v Adriatik samo izključno, ali pa Jadransko morje, ker smo v Sloveniji, ampak zaradi tega, ker ravno zaradi Venecije in potem v neki manjši meri tudi zaradi Dubrovnika. Te dve destinacije sta edini, ki sta res top destinaciji na našem področju. Mi vsi ostali pa se moramo truditi. In Split, in Zadar, in mi, in vsi ostali. Tako da mi moramo nekaj se moramo spomniti v Kopru, da privlečemo več teh križak iz Venecije, oziroma vse. Mi bi morali, imamo možnost pripeljati prav vse križake, ker te ljudje, ko enkrat pridejo sem, si prej nekaj pogledati, se slikati in podobno, bi radi prišli pogledati še kaj. In verjemite mi, Postojnska jama ni dovolj. Lipica ravno tako ne. Postojnska jama je zanimiva, ampak jam imajo po svetu kar nekaj, tudi v Ameriki. Ravno tako konjev. Celo konji, po nekih informacijah, te naši pač lipicanci, beli konji, so za široko maso še bolj zanimivi kot Postojnska jama, ampak je treba na tem delati. In zadnje leta se hvala Bogu dela. Treba narediti nekaj in jaz tukaj apeliram, ki ste vi tukaj, bom skrajšal, apeliram na vse, ki ste danes tu, da pomagate meni in mestni občini Koper in Sloveniji, da pač najdemo ta mast, nekaj, zaradi česa bi te ljudi pritegnili v Slovenijo in potem, ko so v Sloveniji, potem grejo, tako kot itak grejo pogledati glavno mesto, ki itak je najlepše na svetu, razen seveda, Dobiš za pijačo. ne, razen Maribora, Novega mesta, Kopra, ne. Je res lepo, je krasno in tle nikaj in hvala Bogu tudi ostala mesta so lepa. Slovenija je krasna država in treba na tem delati. In apeliram na vse, da se potrudite in da nam daste vaše predloge. Kaj, na kakšen način? Kajti to je najlepše zaslužen denar. Lepši denar od takega turizma, in še posebej pa turizma na nekem višjem nivoju, pač enostavno ni. In iz Kopra lahko grejo pogledati pač z avtobusi, to je vse, po celi Sloveniji, tudi v Maribor, to je relativno, so zelo kratke relacije, tako da je treba to izkoristiti. Glejte, iz Kopra lahko grejo pogledati tekme Lige prvakov. Maribor ni daleč, Seveda, z veseljem. Potem Bo šel. Potem si recimo lahko grejo gledati eno lepo tovarno avtomobilov v Novem mestu, pa tudi če kakšno zdravilo lahko kupijo po poti. Ne. Zdaj, Ljubljano ste omenili, da je tako rekoč v zaledju Koper. Zdaj, kar se tiče ideje, kaj privabiti, zdaj vse, kar ste rekli, pač
najbolj enostavna varianta bi bila lipicance spraviti v Postojnsko jamo, ne? Ampak dobro, to mogoče ni dobra ideja, ker ne bi bili lipicanci. Ampak če končamo to diskusijo, ker vem, da se vam budi naprej. Zdaj, gospod Janković, glede na vaše poslovne izkušnje in glede na to, da imate zdaj tudi dolgoletne županske izkušnje, zdaj, kot vidimo, se v Sloveniji vendarle ta miselnost predvsem premika, da so seveda vlagatelji dobrodošli, da se, kot je rekel gospod Popovič, če se želi nekaj tudi da narediti. To seveda zahteva tudi drugačno ali pa celo bolj aktivno miselnost tudi pri prebivalcih, ne, ki seveda tudi želijo svoje interese, predvsem, ko gre za čisto okolje, izkoristiti. Zdaj, kako vi vidite, gospod Janković, prihodnost Slovenije z vidika zanimivosti za investicije, če bomo recimo te domače naloge, ki jih pa ni tako zelo malo, tudi opravili? Začel bom s tem, da imamo eno pomanjkljivost, to, da smo mali trg. To je prva stvar, ki moramo nadomestiti s tem, da smo mnogo boljši od drugih. To, da je Slovenija lepa dežela, ni dvoma, to, da je Slovenija varna dežela, ni dvoma, imamo zdaj absolutne prednosti. Pozabili smo na socialni kapital. Mi imamo izjemno izobraženo ljudstvo, tudi znajo delati in za razliko, bom rekel, bolj severno se znamo tudi zabavati. Se pravi, da smo v bistvu za življenje, to nam vsi priznajo, ko pridejo in so presenečeni, izjemno kvalitetni. Pred tem srečanjem sem imel EBRD pri nas, ki so enostavno navdušeni, kaj bi oni nam vse svetovali. Tak moj odgovor je, jaz svetovalcev ne rabim. Če je do toliko dober, to sem že v Mercatorju imel, kar pridi v službo pa deli zdaj za 2500 €. Ne pa, da ni svetuješ, jaz moram pa jeti povedati, da je to preveč zaposlenih, ali ne vem kaj. Naloga vodstva, da najde delo vsakemu. Zdaj bi to, kar je bilo razlagane, zato, kar vi sprašujete 3 stvari. Prva stvar je, da jaz si želim, da bi te naši direktorji najboljši podjetij, Kolektor, Krka, Gorenje, BTC, bili več prisotni v javnosti. S to svojo uspešnost, ki lahko dokazujo. En Dejan Roljič pri 27 letih je napovedal, da bo top 5 na svetu s svojim akceleratorjem. Zdaj so že pri 29 top 3. Ampak mi imamo en kup podjetij, ki jih podcenjujemo, ko so uspešni, od Mačka, Toma, od Elektrončka, konec koncev Celtre, ki so uspeli v svetu in ne vem, zakaj ne bi tudi mi uspeli, ker kakšna težka industrija v Sloveniji masovno ne more več biti. Mi železarn več ne bomo delali. Pri drugi točki, ta odnos lokalna skupnost, nivo države. Jaz trdim, da je preveč občin, to je moja stara teza. Meni je nerazumljivo, da delamo pri občini uspešno, Koper, ne delamo še občino Ankaran. Zdaj se pa sprašujemo, kaj ne igrajo fuzbal. Pa ne narobe zastopiti. Vprašanje je, ali lahko te male občine, ki imajo po 2-3 zaposlene, ustvari vse tisto, kar mi rabimo za potencialne investitorje. Že mi imamo težave zastopiti vso zakonodajo, ki se spreminja. Spomnite se tisto, kar je bilo rečeno, ameriška ustava je bila napisana na vem koliko straneh, naša ustava toliko, 30 več je pa en zakon o uvozu krompirja. Treba je prebrati. In pri vsem tem, kar razlagamo, ne smemo biti kopije nikjer. Avtentičnost, to, kar imamo. Mogoče se vam bo čudno, ampak fontana piva v Žalcu je za Žalc isto kot Eiffel stop za Pariz. On je pač dobil svojo prepoznavnost, zdaj se ljudje zbirajo zaradi te fontane piva, komu prav, nekomu ni prav, ampak ljudi zanima nekaj, kar lahko ponudi, ker druge nima. Takrat, ko so gledali Eiffel stop, tudi niso računali, da bo to taka maskota ratala Pariza. To je bila velika sramota, v bistvu blamaža. Prešernov spomenik ni bil. Sramota, pa Julija Gor, pa... Očitno so neka stvari pred časom. No in tretje pa to sodelovanje za tuje investitorje. Jaz osebno sem proti temu, da mi kateremu koli dali neki podceno. Ker če daš podceno, pomeni, da nisi dosti zanimiv. Pa ga moraš prepričati. IKEA je hodila 10 let v Ljubljano. Pred 10 leti so ponujali za zemljišče 30-40 mark. Zdaj so plačali 270 €. Do tega moraš priti, da si prepoznan, da vejo, da si zanimiv. Če se pa še vrnem nazaj v Mercator, zakaj smo mi tako trgovino uspeli? Zakaj ni bilo tujcev, razen Špara takrat, leta 92? Ker so gledali po kartah, so rekli mali trg, bolj zanimiva Mađarska, so šli na Mađarsko ali pa Češko, ko so ugotovili, da mi zapravimo več kot Mađari, kjer nas je 4-krat več, je bilo že prepozno, smo se že locirali. Naše znanje je nesporno.
kdorkoli stoji na tle sedi, ne, jaz ne sprejmem, da zna več od nas, da je boljši od nas, dokler ne dokaže na terenu. In tu je tisto, da moramo svoje znanje, svoje uspehe ceniti, prepoznati. Če to dosežemo, ne smo dosegli vse, ampak ključen vnos je, mi smo vsi v bistvu servis naših občank, občanov. Smo v službi ljudi in z njimi imamo odnose zelo enostavno. Ne. Če jih zadovoljimo, ne, lahko še dobimo mandat, če ne zadovoljimo, smo pač na poti iz mestnih hiš v nekatere druge hiše. Ne. Druga stvar je odnos lokalne skupnosti z državo. Jaz ne sprejemam tega, da nekdo, ki je na vladi, pa z vsem dobro, nima nič proti, ne, ve več, kaj rabi prebivalec od župana. Ker pa župan ne rabite. Ne. In mi smo predlagali že na te mestne občine 11 zasje, ne, ko se zdaj govori, koliko bo teh, zakaj regije. Naredimo te 11 mestnih občin, ne, upravne enote. Tako, ko smo imeli upravne enote, dajemo upravne enote, pa začnemo delati, ker zdaj imamo pa ta problem. Mi damo neko soglasje, potem gre na upravno enoto, tam traja tukaj in to, ga zavrne, pol kličeš, pa zakaj ni, pa kaj se mešaš. Občan, investitor bi moral dobiti v enem tednu odgovor, to boste imeli čez 3 mesece. Ja, potencialne pritožbe. Poglejte vi zdaj drugi tir, ne, a se lahko še dotaknem druga tira? Ste se ga že? Da se lahko tudi neham pri njem, ne, pa rečem ga ni. Ne. Ne, drugi tir bi moral že biti. Sploh ni vprašanje. Drugi tir bo. In mora biti dvotirni, oziroma 2 progi. Ne. Ampak zdaj vsi diskutirajo, ne, o ceni drugega tira. To je taka, ne, gostilniška debata. Ne. Koliko bo rezultat, ne, v sredo, ne, Maribor Spartak. Ne. Napovedati vsak, kar hoče, vsi bomo za zmago. Ampak ceno bo dalo, ne, javni mednarodni razpis. In takrat se lahko pogovarjamo. In zdaj smo padali v to zanko, da je človek, ki bi dal za pri Bergantu, ne, 10 minut na Odmevih, ne, bo še 10 let mahal pred sodiščem zastavil v bran svojega idola. Ne. Vlada, ki ni naredila drugega tira, ki je imela priliko, zdaj vodi akcijo proti drugem tiru. Zakaj? Ker nas čaka čez 6 ali 7 mesecev volitve. Tragedija živa. Drugi tir je nuja, ne, pa če bi jaz uspel dodati čez ta piskarček, ne, za Ljubljano, ne, upam, da bo vsaj dovolil, ne, da je možna poglobitev železnice čez Ljubljano, če govorimo o kvaliteti življenja. To je tako kot tvoja stolpnica. Ne. A veš, 100 let so naprej, pred 100 leti so imeli to zarise, ne, ta projekt, ne, in zdaj ga se vranimo, ja, spraviti. Tako da pravim, te 3 elementi, ne, naši direktorji, ko sem jaz bil direktor, so rekli, kako vam vlada pomaga, tako da ne ve za nas, to je bilo najboljše, puste nas na mir, pa stvar rešena. Ampak imamo izjemno uspešne podjetja in te direktorje morate v javnost, predvsem zaradi mladih, sporočiti jim, ne, da so lahko tudi to uspešni in so konkurenčni celemu svetu. Odnos država, lokalna skupnost in jasno, ne, lokalna skupnost kot direkten odnos z svojimi občani. Ne. Tako da tu je princip zelo enostaven. In smo zdaj postali kot država, in to je treba priznati. Veste, 25 let nazaj, pa 30 let nazaj, ko sem bil prvič oziroma drugič v Ameriki, ne, vsak natakar, vsak na recepciji, vsak taksist je vedel za Jugoslavijo, Tito pa Beograd. 10% teh je vedela za Dubrovnik, 1% teh za Bled. Zdaj glavna mesta, Sarajevo, Zagreb, Skopje, Ljubljana, lepo vas prosim. Naša država stara 26 let, pred 11 leti, Boris je dalj časa, na prvih konferencah Ljubljana, a vi ste Slovakija, Slavonija, prej smo pojasnili, kaj, kje smo, prva se je vojna. Zdaj več ni problema po vseh teh nagradah. Prepoznavnost blagovna znamka se težko doseže, ne? To smo spet na tisti kredibilnosti. Imaš blagovno znamko kot mesto, kvaliteta življenja. Jaz, moj vzgled je Dunaj. Hojpel je moj prijatelj, 22 je župan, tak mi z njim konkuriramo, mi smo zelena predstavnica Evrope, on še ni bil. Ampak njihov proračun je 15 milijard, 9000 evrov po glavi, Ljubljana je 300 milijonov, 280 000 evrov po glavi. Posle pa dajmo konkurirati. Prosim? V Sloveniji imamo močnejšo občino, Kranj, od Dunaja. Ta je tvoja občina, to si ti naredil. Kaj zdaj hočeš? Ne. Vse boš dobil tam časom občan boš. Ne. Ja, tako da boš. Ne. Tako da pravim, pri nobenem ni treba biti narodan in tudi, če gledamo zdaj to, kar se gradi, ne, in to, kar vabimo, vsak investitor je dobrodošel, on mora vedeti,
kaj bo prodal, brez tega ne gre, njegova študija mora biti in potem smo mi pa tisti, da mu suportiramo, da rečemo, to je možno ali pa ni možno. In na zadnje čase, ker imam tle nekaj teh družb, ki se ukvarjajo s prodajo, mi smo praktično zadnje čase uspeli tudi zaradi infrastrukture in zaradi kvalitete, ne, da so se vse gradbene jame prodale. Tribuna, Belvi kot tak, Celovški dvori, tako da nam ostaja ne še, da rečem, Tobačna tovarna kot odprta, ne, ostaja nam Plečnikov stadion, ker imamo eno, ki je dopolni inšpektorca, popolne se pritožuje, ne, na 10 let že to dela, ne, in imamo tisto jamo ne, na Dunajski cesti, ki je od države, ki čaka, bo naredila. Ampak župan nedvomno mora imeti pogum za spremembe. In če so spremembe dobre, dvigno kvaliteto, je izvoljen, če niso dobre, ne, drugi pride. Konkurenca, da nismo konkurenci. Potem gre že... Ne, se opravičujem, ne. Mi občine med sabo nismo vmes nikoli konkurenca. Mi smo vse naše dokumente sprejeli soglasno, ko smo med sabo dogovarjali, ne, ker zakaj pa bi bili konkurence? Vsak od nas gleda, kamorkoli gremo, ne, kaj bi pa jaz vzel iz neke občine, ali domače, ali tuje, ne, v Ljubljano in obratno. Pa je pa še vprašanje, če si to sposoben, ne, ampak vedno, župani smo čudne vrste živali. Nedvomno. O tem smo se lahko prepričali tudi v tem pogovoru. Najlepša hvala za sodelovanje vsem 4 županom mestnih občin. Hvala za vašo odkritost. Zdaj, če lahko povzamemo skratka več dobre, smiselne komunikacije na vseh ravneh, se pravi z državljani, med lokalnimi skupnostmi in državo, več tudi samozavesti, ki seveda temelji predvsem na znanju, izobraževanju in seveda dobrih idejah in seveda tudi več transparentnosti in poštenosti na vseh ravneh, potem verjetno z dobrimi investicijami tako iz domačih virov, kot tudi iz tujih, ne bomo imeli težav. Najlepša hvala za vaše sodelovanje, hvala lepa tudi za vašo pozornost. Zaslužili ste si kosilo, ki je tukaj, nadaljujemo pa čez pol ure. Zdaj nič nismo govorili o zdravju, zato bo pa zdravje oziroma pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe pa prva tema našega ponovnega druženja čez pol ure. Hvala in dober tek.